Pozdravljeni, tokrat gostimo v Svetu na pripihu našega dolgoletnega dopisnika iz Rima, Toneta Hočevarja, ki je bil tudi, absolutno, še prednje prišel na delo, tudi dolgoletni dopisnik iz Latinske Amerike in tudi Kube. Ta teden oziroma v zadnjih dneh je Kuba in odločitev ameriškega predsednika Baracka Obame, da omili sankcije in vzpostavi diplomatske odnose s Havano, šokirala dobršen del sveta. Tone, pozdravljen. Zdravo, dober dan. Nažalost, nimamo tle kakšnega Cuba Libre, da bi te ponudili. Ne, jaz sem čisti rum, ne, Cuba Libre za turiste, to je Coca-Cola. Ampak Cuba Libre pa je nastala pred 55 leti. Ja, mehen več. Cuba Libre je v bistvu pijača, ki si jo izmislila Coca-Cola. Tako kot Božiček, približno nekaj let pozneje. Božiček je iz 30 let, Kuba pa iz 50, Cuba Libre. Dobro, ampak zdaj se ne bova pogovarjala o pijačah, ampak povej mi, kaj pravzaprav pomeni za Kubo in za odnose, recimo Amerika, Kubo, ta nenadna odločitev Baracka Obame? No, nenadna je bila objava, podgajanja, pravijo, so trajala po drugo leto. Zato so se trudili že veliko prej. Jaz se spomnim, ko je Carlos Manuel de Céspedes, zdaj žal že nedavno pokojni, drugi človek kubanske cerkve in prav vnuk očeta domovine. On je pripovedoval, kako se matrajo, kako se trudijo, kako poskušajo na vse načine. Ampak oni so morali dočakati papeža Frančiška, ki je jezuit, tako kot Fidel po svoji osnovni izobrazbi, da so lahko se začeli, pa da je pač ta papež je rekel, da boste pameten. Recimo, ne bom poenostavil pa skrajšal. Prej se to ni dal, oboji pa seveda rabijo nekaj izhodov. Američani si ne morejo predstavljati, da bojo te velike zaloge, domnevne zaloge nafte v Mehiškem zalivu, torej v bistvu ob Kubi, pod Kubo, Kitajci vrtali. Začeli so že neki Kanačani, pa so jih potem Kubanci okoli prinesli, potem so priskočili malo Španci, pa so jih Kubanci vse okoli prinesejo, ker oni so vendarle, njihova osnovna dejavnost je vendarle hineterija, to se pravi prostitucija, in znajo vsadzio okoli prinesti. Zdaj so pripeljali pa Kitajce. Kitajci imajo denar, Kitajci so na tisoče ljudi že pripeljali, ki so se naučili špansko, ki se učijo kubanske navade, ki se učijo vse. In jih Kubanci seveda tudi zelo ne marajo. Oni se vsi spomnijo, kako je Che Guevara skupaj s Fidelom in Raulom izgnal vse Kitajce in takrat je nastal iz restauracije, najbolj nobel restauracije, je nastal nebotičnik. Nebotičnik pa zato, ker včeraj so jo imeli Kitajci, danes so jo imeli pa že Kubanci in namesto najboljših, Maksim je bil to, so imeli pa piškotke, ki so se na nebo zalepili, zato so rekli nebotičnik tej restauraciji, ker so bili tako zanač je bilo. No in Kitajce so vse nagnali, ker Kitajci so proizvajali vso zelenjavo, Kitajci so bili trgovci, Kitajci so imeli gostilne, Kitajci so znali okoli prinašati Kubance, po svoje, ne tako kot Američani, ampak tudi. In seveda tudi Kubancem ni bilo do Kitajcev, kaj šele Američanom, da se jim tam pojavijo Kitajci s gromozansko mašinerijo vsega. No, in mislim, da je bil to en od razlogov za Američane, za Kubance pa tudi to, da je Venezuela s obilno kubansko pomočjo potonila. Kakšen vpliv pa imajo recimo kubanski izseljenci in pa nasploh ta latino skupnost v Ameriki, ki je čedalje močnejša, tudi politično in gospodarsko? Kakšen vpliv je imela
Ne toliko velikega, kot bi rad prikazali nenehno. Ne. Pol teh Kubancev, ki so tam, bi rad šlo domov. Ne. Jaz sem se z velikimi pogovarjal. Enkrat sem jaz govoril, da bi moral delati za eno ameriško založbo, eno knjigo, pa se pol nisem upal zaradi tega, ker sem vedel, da me bojo Kubanci tako izgnali. No, ampak sem pa imel stik, seveda, tudi s Kubanci, z unimi z druge strani. Ne. Ja, seveda je en del, ki živi od tega, da politično uspeva, ne, tudi ta senator, pa še ne par je takih, ne. To so otroci tistih prvih izseljencev. Računi, da je 55 let tega, ker so oni šli. Ne. Tako kot je na Kubi 55 let, odkar je konc proizvodne, je konc vsega, ne. Odkar so začele propadati hiše. Ne. In te ljudje, ki so danes na Kubi stari 55 let, nimajo pojma, kakšna je bila Kuba prej. Morajo biti stari vsaj 70 let, da se spomnijo, kako je bilo, ne, kako... Meni se je zgodilo, taki zelo zavedni revolucionarji so nenehno pripovedovali o tem, kako je zdaj lepo pa revolucija, pa šolstvo, pa zdravstvo, pa vse to, ne. Pa kar nekaj reče, ti pojma nimaš, kakšne dobre čevlje so tle izdelovali, ne. Namreč, ker čevljev razen kitajskih ni, ne. In tako naprej, ne. In seveda nimamo pojma. Skratka, tle je Kitajska, tle je Venezuela, tle je to, da Kubanci nimajo več koga, ki bi jih hranil. Nekdo ti mora dajati jesti. Sladkorja ni več, mi se spomnimo 10 milijonov ton, danes uvažajo sladkor, ker trsa ni več, to je vse zapuščen, to je sama Robidovna je ena stara slovenska pesem, nič ni več. Nobene proizvodnje ni, ne, ker proizvodno je ustavil že Čeko, ko so ga postavili za gospodarskega ministra, to je bila katastrofa. Se njega so se znebili. Zdaj ga častijo kot mučenca in velikega junaka, ampak takrat so se ga znebili, ker on je bil edini, ki je ljudi streljal in to množično, tega Kubanci niso prenesli, zato so ga odstavili. Fidel, ne. Ga je odstavil najprej z te funkcije, potem ga je moral tudi z gospodarske funkcije, ker je dal recimo posekati vse nasade sadja, okoli Havane pa je nasadil kavne plantaže, čeprav so mu pripovedovali, da kava raste v hribih, ne ob morju. Ne. No, pa ni bilo več ne sadja, ne kave, pa ne Kitajcev, ne, ki so zelenjavo pridelovali. So prišli pa Sovjeti, ki so pa svoje naredili. Ja, ampak Fidel je najprej bil zelo antikomunističen. Fidel je bil zelo hud antikomunist in ko je pisal prve komentarje v revijo Bohemija, tiste številke, ki so bile prepovedane. In jaz sem videl tiste dve, ki sta, mislim, ker vsak, ki je rekel, da je videl še v arest, če je bil Kubanc, kjer je pisal o tem, kako komunisti otroke lastne jejo in da se bomo pa borili. In še zdaj ti reče, kdo od njegovih najbližjih sodelavcev iz jezuitskih šol, seveda, prav, a veš, da tvoj prijatelj Molina, to je moj star prijatelj, ki je zdaj seveda penzionist, bil je pa urednik Granme, prav, a veš, da je bil on komunist. Sem rekel, ja, pa kaj, ne? Ja, komunist je bil, dva sta bila komunista od teh, ki sta prišla zraven na Sierra Maestro, dva. Carlos Rafael Rodriguez, podpredsednik, in Gabriel Molina, drugi pa meni. To so se pol obrnili, se so morali dati jesti. Oni so se spopadli pač z lastno bazo in so nekoga morali dobiti in to so bili takrat Rusi. Potem so bili Venezuelci, zdaj bojo pa Američani nazaj. To se pravi, nazaj grejo pa spet naprej, da bi prišli nazaj. Prej si omenil na začetku vlogo papeža Frančiška. Včeraj je Frančišek imel en zelo tak oster nastop v Vatikanu proti kuriji. Take kritike verjetno kurija še ni doživela v zadnjih
V zadnjih stoletjih sigurno ne. V zadnjih stoletjih ne, moral je priti nekdo, ki ni v kuri izrastel, da jim je povedal, kar mislijo tudi sicer zunaj Italije, zunaj Rima, seveda še marsikdo misli, tako kot misli papež. Je pa zanimivo, on je vendarle jezuit, to je eden od prav gotovo najbolje izobraženih, najbolje organiziranih redov, to so vojaki. Njihov šef je bil general in še zmeraj je šef general in oni imajo največjo disciplino, kar jih je, in so pa seveda tudi bolj svobodni v izražanju. Ta papež je gledal iz Buenos Airesa, kako se te tle mastijo. Ne vem, pejte prebrati knjigo, tudi ti lahko, Pedra Opeke, kjer lepo piše o tem, da te v Vatikanu, ker Pedro Opeka je tudi, ker zadeva te poglede, je tudi seveda levičar ali pa ekstremni, samo pogled na Slovenijo ima prilagojen svojemu poreklu. Papež je pa ravno tak. So rekli, da prvo on pa ni teologija osvoboditve. Ne, on je bistveno bolj radikalen, kot je bila teologija osvoboditve. Samo da so takrat teologija osvoboditve zaradi Berlinskega zidu in zidu v Karibih, ki zdaj pada, takrat so pač to kot marksizem kazali. Nima veze z marksizmom, jih je najbrž bilo 5-6, ki so bili tudi na marksizem vezani, ali so pa denar dobivali od Kubancev že kaj, Kubanci pa od Rusov. No in ta papež si pač zdaj, ko je že toliko spoznal, že upa marsikaj povedati, bolj na glas, kot je pa mogoče tudi ti stres. Jaz sem bil nedavno v Rimu pri enih prijateljih, ki so zelo izza obzidja, in smo bili pri njih na večerji. Je eden, ki ima kar pomembne zadolžitve, tam je rekel, veš kva prav, ko je tam na pročelju, je glavni, Bergoglio, ko se obrne, pa gre nazaj not, ga pa noben ne šmirglja. No in zdaj prav lahko, da je tudi zato rekel, zdaj treba pa presekati, ker ko je to ugotovil Ratzinger, je odstopil. Ratzinger je odstopil, ker so ga popolnoma onemogočili, ker ni mogel več nič vplivati na nobeno odločitev, na nobeno dogajanje. Misliš, da ne bojo tudi... Ne vem, ampak če se je on odločil reči, da so oni Alzheimerji, in to javno. In to javno. Bog ve, kolikrat jim je že rekel, ampak zdaj pa to rekel za ves svet. To ni preprosta zadeva, tega zgodovina ne pomni, da bi kdo rekel. To se pravi, da on ima prav gotovo že zaslombo saj svojega jezuitskega redu, ki je izjemno močen. In obvladuje intelektualni del cerkve. Ne vem, a je šel na to, da gre na nož, pa da tudi riskira, da ga morda spravijo s poti, ampak očitno je ugotovil že prednje prišel za papeža, da je treba nekaj narediti. Njega so postavili za papeža zato, da bi imidž cerkve popravil, ker imidž ni slab samo pri nas, imidž je tudi drugod slab. V Latinski Ameriki so zgubili tretjino vernikov, pa tega uradna cerkev ne govori, saj ne rada. Čeprav te podatke o tretjini so njihovi, jih nisem jaz zmislil. In to v teh državah, ki so najbolj katoliške, Brazilija, Mehika, Srednja Amerika. Oni so enostavno zgubili, po tem spopadu proti teologiji osvoboditve, ki pač ni bila marksistična, kot so oni mislili, ampak so v tej revšni pač cerkveni prelati prestopili tudi k svojim ljudem. Ko je Poljak, ki ni razumel ničesar, tako je namreč rekel,
škof iz San Salvadorja, ki so ga pol ubili, Oscar Arnulfo Romero, ko sva se dubla po njegovem, jaz sem ga, hvala Bogu, dobro poznal in sem ponosen na to, se dobiva pri Glašku po njegovem srečanju s papežem in je rekel, veš kva, tale Polak pa ni česar na zastop. Ampak to govorimo o človeku, ki je izhajal z desnice nekoč, Oscar Arnulfo, ki ni bil kakšna teologija osvoboditve, ki je celo pripadal Opusu Dei, ampak ki je pol kot nadškof ugotavljal, kaj se njegovim ljudem dogaja. Ni rekel, sveti oče pa ne razume razmer v Latinski Ameriki, ampak je rekel, tale Polak pa nič ne zastop. Ker mu je skušal dopovedati, kaj se dogaja, kako pobijajo ljudi v Srednji Ameriki, v Južni Ameriki. To so bili časi, ko so Američani vodili celo igro in ko so pobijali ljudi kazajce, ko sta dva jezuita, jaz sem jim organiziral tudi tiskovno konferenco v Mehiki, prestopila k gverilcem in postala komandanta obeh gveril. Bila sta pa španska jezuita, misionarja tam. Skratka, ta del cerkve, ki je odpiral oči, je videl, kaj se dogaja, nista pa tega mogla zastopati ne Ratzinger, ki je bil čuvaj čiste vere pri Vojtivi, ne Vojtiva sam, ki je pa s plešnicam hodil okoli, ker je prišel iz Krakova. Kaj misliš, da se bo, kakšen bo odziv na ta zgodovinski Torej, nekaj bo skočil po koncu, potem bodo tako kot vedno poskušali vse umiriti, tako kot se nedavno, ker spomni se, kaj se je dogajalo na sinodi, kjer jih je sprovociral, da so se začeli izjasnjevati, kdo je zakaj, tako da se je tam dve glavni vprašanji sta padli, ker sta dobili manj kot 2/3, ampak tam so se morali izjasniti, kdo je kdo. In tam je on videl, kjer so Alzheimerji, ki nočejo zastopati. In včeraj, kar je povedal, je to, da če se novo prilagodili svetu, bo svet nas izločil. In zato so pa njega vendarle zbrali za papeža, prvič, da bo popravil podobo te cerkve in drugič, da jo bo prilagodil temu svetu. On je vendarle živel, čeprav je Italijan, on je Italijan, tako kot je Pedro Opeka ali pa Slovenc ali pa kot je kardinal Rode Slovenc, ampak so pa iz Argentine, tako kot je on, Bergoglio. Skratka, ima evropske, v genih ima evropski pogled na svet, ampak živo je pa v tej Argentini, ki je strašno zaostala, ne glede na to, kako mi gledamo, ki ne ve, kaj demokracija sploh, kdaj je bila, ker niso poznali, ki ima na 2,4 leta še zmeri povprečje spremembe vlade oziroma državni udar, in kjer je revščina med navadnim ljudstvom tako huda, da si jo mi sploh ne predstavljamo. No, in on ta svet pozna in ve, kako te gospodje iz kurije hodijo okoli z vlečkami med mašami in kako je vse v zlatu, kako se vozijo s temi limuzinami in se grejo ne vem kaj, in so se dali tudi nositi včasih. On gre najraje v Fiatu Punto po Rimu, ker ima tega dosti, in stanuje v garsonjeri, medtem ko si je Bertone, ta žalostno slavni Bertone, ki je tudi Ratzingerja spravil s trona in ga je dokončno in popolnoma izbrisal ta teden. Ta teden ga je izbrisal, tudi Camerlengo ni več Bertone. No, torej, zdaj je pač šel bi rekel, na nošo. Zdaj pač je rekel, zdaj se pa zmenimo, takole ne moramo naprej. Če se prilagajamo svetu, pa to, da so denar, mi tle, koliko so pri nas, koliko, ali milijarda ali milijarda 800, ki je poniknila, ki je nekam šla, ki se je izgubila med, torej, to je zelo malo v primerjavi s tem, kar se tam dogaja. Zdaj se pa že skoraj vsak teden zgodi, da po nekaj 100 milijonov evrov nekje najdejo. Ja, tako vsak neke skrite račune. Ja, skrite račune, ja, sem kje ta denar je.
To so kar hude stvari. On hoče to počistiti, ne. Saj tudi v Sloveniji v bistvu ravnal enako. On je postavil na čelo slovenske cerkve človeka, ki ni iz kurije, ne rimske, ne ljubljanske, ne, ki nima nič z ljubljansko nadškofijo in njeno zgodovino zadnjih desetletij, ne, tudi prej ne. On je frančiškan, frančiškani so čist nekaj drugega, tudi jezuiti so čist nekaj drugega. Torej on pač predstavlja meje, ne, do kje bo lahko, ne vem. Ampak ima pa, jaz sem prepričan, da ima dobre namene in dobre načrte, ne. In tudi on, dobro, še zmeraj je res tisti, ne, milijardo tistemu, ki ve, kaj jezuiti v resnici misli, ne. Ampak jezuiti tudi to povejo milijardo tistemu, ki zna pojasniti, odkot revnim salezijancem toliko denarja. Salezijanc je Bertone, ki je dal zdaj ne vem koliko milijonov evrov, redovnik vse življenje. Nikoli ni imel nobene plače v življenju, razen mogoče, ko je bil fuzbalski komentator, da so mu dali kakšen honorar, ne. Redovnik ne sme imeti nobene plače, on vse daje za svojo skupnost, ne. Ko ga je zdaj dobil papež Frančišek, da si je dal 700 kvadratnih metrov predelati v strašno rezidenco, ne, in je znoril in je rekel, tega pa ne bomo, ker je par milijonov. Mislim, da je 6 milijonov evrov ti stane. In je rekel, ne se sekirati, se bom jaz plačal, takrat je pa še bolj skočil po koncu, ne. Odkot pa tebi milijoni, če nikoli v življenju nisi nič zaslužil. No, tako gre to. In to se bo zdaj nadaljevalo, ta zgodba gre naprej. Bertone je pač simbolno, tle ni on edini, seveda ni. Ja, seveda se, absolutno. On je produkt vsega tega, ne. Pa vodu je kolo, ne. Ratzinger je čisto on uničil. No, zdaj bomo pa videli, kaj bomo naredili, ne? Kaj bo na Kubi in kaj bo v Vatikanu. Ne? Ampak te Kube ne bi bilo brez Frančiška, jaz mislim. Ja. Pa tudi njegov Parolin, ne? Ta njegov državni tajnik, ne? Ki je predsednik vlade, pri nas včasih napačno rečemo, da je to zunanji minister, ja, to je predsednik vlade. Ne? On je bil nuncij v Venezueli. Njemu je kristalno jasno, do kam so Kubanci padli. Ne, on je videl vse Kubance, so zdravniki, oni so profesori, oni so kar češ, ne, vsi, ki so lahko ušli iz Kube v Venezuelo, so ušli, ne, ampak so seveda pripeljali Venezuelo tako globok, ne, da ven ne more več, ne. Tudi v Venezueli ni več toaletnega papirja, ne. Pa soli, pa sladkorja, recimo v državah, ki so bile nekoč velike proizvajalke, ne. No in on je, Parolin se je pogajal, ne, se je pogajal, se ni papež sam, ne, pol naprej, ampak to je velika stvar, ker je on naredil, ker je zastopal, on je točno vedel, da Kubanci nimajo več perspektive, da jim nihče več ne bo dajal za jest, da jim nihče ne bo komunikacij, ki jih je obljubil prej Chavez, ne. Oni živijo 100 let nazaj, ne. Oni so bili zelo visoko tehnološko pred 55 leti. Oni so imeli leta 53 barvno televizijo, ko se nam še sanjali, kaj je televizija. Oni so imeli očovija, se pravi 8-stezna avtocesto. Pred 55 leti, danes je vse katastrofa, ne. Niti obnavljajo, ne dobro, ne. Pa fajn avte imajo še vedno. Avte imajo tiste, ki so imeli, vse vmes so imeli ruske, ne? Samo ruski so razpadli, ameriški pa še vozijo. Tone, hvala za obisk.